All I had in my mind that time when I read these grateful words, I knew everything's gonna be fine. Nothing left, everything comfort. I woke up this day and you came. What a night, everyone on display. Janez Mikec, Slovenec, ki ga je pot vodila na Novo Zelandijo, kjer trenutno dela kot projektant gradbenih konstrukcij. Svojo razigrano mladost pa ob vikendih izkorišča za surferske izlete. Mikec, zakaj glih Nova Zelandija? Kje si našel Novo Zelandijo? Nova Zelandija je predstavljena znamka, ki sem si jo vedno želel raziskati. Predstavlja mi kombinacijo različnih faktorjev, od lepe narave, dobrih ljudi in pa neskončnega oceana, ki ga vidiš tukaj danes. In kako je izgledala ta selitev sploh? Kako je sploh prijava bila za vizo? Kaj se je zgodilo? To je bilo precej zanimivo. Jaz pa nisem točno vedel, kje se Nova Zelandija nahaja. Predstavljal sem se, da je severno od Avstralije, ampak na koncu sem ugotovil, potem ko sem se že prijavil za delovno vizo, da se nahaja južneje. In kako so starši sprejeli tvojo selitev na Novo Zelandijo? Ja, starši so izvedeli v bistvu šele zadnji trenutek, ko sem se prijavljal za delovno vizo. Takrat sem jih prosil za kreditno kartico, če mi slučajno moja osebna ne bi prijela, in seveda mami ni bilo nič jasno, kaj se to dogaja. Najprej je bilo vprašanje, zakaj ne Evropa, zakaj ne kakšne bližnje države, ampak tako je naneslo, da je bilo potrebno iti na drug konec sveta. In tukaj si tudi pol našel surfanje. Kako to nekako korigiraš z delom? Ja, surfanje predstavlja kar velik del mojega življenja. Vse vikende poskušamo posvetiti temu, da smo na plaži, da uživamo v morju, oceanu in preživimo veliko časa. Očitno tudi po zimi? Tudi po zimi. Te nič ne zebe? Ne. Prišel si na Novo Zelandijo samo z 2 kovčkoma, kako si se znašel? Ja, to je bilo kar podvig. Želel sem iti ven iz cone obdobja, brez nekakšne podlage, kar imaš nekoga, kar bi se oprl, videti, če je to sploh možno, in zaenkrat mi gre kar super. Pa šel si zelo daleč tudi od Evrope, ne? Ja, za izziv je potrebno iti pač na drug konec sveta, drugače to ni izziv. In se ni tako lahko potem vrniti domov? Ne moreš iti kar na vsako žogo in se spomniti, da bi se pač kar vrnil, ampak je to kar korak, ki ga narediš in se zavestno odločiš. In kako si se potem znašel, kako so izgledali ti prvi koraki? Bilo je kar naporno, ampak vse se da, če se hoče. Kako je bila ta prva služba? To je bilo zelo zanimivo, mogoče več sreče kot pameti, ampak mi je uspelo kar najti razmeroma hitro v nekaj dneh. Dobesedno še nisem uspel niti Nove Zelandije pogledati, ampak smo že začeli delati. In kako razmišljaš, je Nova Zelandija to? Nova Zelandija je izvrsten kraj, vendar tudi Slovenija ima svoje čare, veliko kar pomisliš, in ko se vrneš nazaj kot turist, šele vidiš, kako čudovita je tudi Slovenija. Se pravi, me boš naučil, kako surfati, tako da ne bom preveč padala na zadnjico? Seveda, valovi so večkrat odlični za začetnike in priložnosti so začetniški? Ja, seveda. Ok, pejmo.
sva končala s surfanjem in jaz sem na televiziji brez make-upa prvič. Baby. Ok, Mikec, kaj najbolj pogrešaš iz Slovenije? Ja, definitivno, kad se za to dajo spodobne babiče na kuhinji in posebej domače dobrote, ki jih babica vedno pripravi. Ne vem, od raznih govejih juh, svinjske pečenke in pa take dobrote ostale. To tudi jaz pogrešam in ko mi čakam, da pridem nazaj v Slovenijo. Kaj pa recimo, ko prideš nazaj v Slovenijo, a hodiš kaj na obiske mogoče? Ko se vrnem domov, gledaš Slovenijo kot, ne vem, kot turist in vedno občuduješ pravzaprav stvari, ki jih prej nisi znal ceniti, zdaj veliko bolj. In kaj recimo zdaj iz Slovenije prineseš na Novo Zelandijo, ker tukaj res ne moreš dobiti? Vedno vzamem kakšno domače klobase, domače žganje in pa kakšno flašo vina, cvička seveda. Hvala, Mikec, da si mi pokazal prvo lekcijo surfanja. Z veseljem, naslednji vikend greva zopet. Ok, te držim za besedo. Zdaj te bom pa prosila, če napoveš naš naslednji recept. No pa dajmo. Ok, super. Tereza bo naslednji recept pripravila fižolove testenine z beljakovinami in vlakninami, pripravljene z njenim najljubšim pestom. Bravo, zdaj.